ko se je apostol Janez zazrl v Jezusov prazen grob, je s telesnimi očmi lahko videl povoje, ki so ležali na mestu, kjer je bilo položeno njegovo razbičano mrtvo telo. In videl je prtič, ki je bil posebej zvit na drugem mestu. Njegov notranji duhovni pogled pa je bil v tem prevzet od spoznanja, da je Jezus zares vstal od mrtvih in da se je v polnosti uresničila Jezusova večkratna napoved vstajenja. Zakaj je Janez videl več kot Peter? Ker je Gospoda ljubil in s tem pokazal, da hoče biti zvest Bogu. Tudi v najtežjih, najusodnejših trenutkih, ko so vsi drugi Jezusa zapustili, je bil ob njem, tudi pod križem, ob njegovi smrti. Prav ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal zvest Kristusu, mu je omogočila, da je mogel videti več. Izkušnja vere, da je Jezus premagal smrt in živi, je bilo od vsega začetka osrednje in bistveno oznanilo krščanstva. Letos kristjani obhajamo 1700-letnico prvega vesoljnega cerkvenega zbora, ki se je sestal v Niceji, blizu Carigrada, leta 325, na katerem je bilo jasno poudarjeno, da je Jezus tretji dan vstal od mrtvih. Gospodovo vstajenje od mrtvih ni samo dar očeta sinu, ker je v celoti izpolnil njegovo voljo. Njegova zmaga prinaša upanje vsem, saj nam govori, da zlo, krivda, bolezen, trpljenje in smrt v našem življenju nimajo zadnje besede. Praznovanje velikonočne skrbnosti v tem jubilejnem svetem letu želi poglobiti našo vero, da je sin človekov moral biti izročen v roke grešnikov, moral biti križan in tretji dan vstati. Dragi sobratje v škofovski, duhovniški in diakonski službi, dragi verniki in ljudje dobre volje. Ob prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vam ostali podari takšno ljubezen, ki bo videla več in bo videla naprej, vse do obzorja večnosti. Vsak od nas je povabljen, da se kot apostol Janez v teh velikonočnih praznikih ustavi ob Jezusovem praznem grobu, vstopi van ter vidi in veruje. Letos veliko noč obhajamo skupaj s kristjani vzhodnih cerkva, ki se ravnajo po julijanskem koledarju. Tudi njim voščim, Hristos voskrese, voistino voskrese. Gospod je vstal, resnično je vstal, vstal je in živi, aleluja.